Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Danes bi spregovoril par besed o največji napaki pri naši osebni transformaciji in osebni rasti. Glejte, gremo najprej pogledat, kdaj se sploh neka osebna transformacija zgodi. Obstajata dve možnosti. Ena možnost je, da dejansko nenadoma nikoli ni nenadoma, ampak v življenju si zaželimo spremembo, hočemo več, hočemo doseči nove cilje, hočemo dejansko imamo željo po več, hočemo se razvijati, hočemo iz sebe nekaj narediti, hočemo dejansko postati najboljša verzija sebe. Ampak iskreno pogledano, te, odločitve postati najboljša verzija sebe so na neki način zadnje čase zelo popularne, ker pogledajte, koliko je seminarjev, postani najboljša verzija sebe, postani najboljši ti, karkoli že je, ne vem, da lepo zveni in tako naprej. Ampak dejansko morate se zavedati, da pri tej zgodbi je problem gorivo. Kaj je tisto, kar te poganja? Hočem postati najboljša verzija sebe, dokler ni treba vplačati enega poštenega seminarja. Hočem postati najboljša verzija sebe, dokler, ampak razumete, problem pri vseh teh zadevah, ko gremo v neko tako zgodbo, razen ko smo na nekem, nivoju, ko smo že ogromno naredili na sebe, je vedno problem, da dejansko hočemo se razvijati, dokler je, ne vem, kako bi v angleščini se reče convenient, dokler nam paše, dokler ne naletimo na neko oviro, dokler ne naletimo na nek zid, pripravljen sem se razvijati, dokler mi ustreza, dokler mi finančno znese in tako naprej, in potem pa nekako pozabimo na svoj razvoj. Glejte, kot sem rekel, so zagotovo izjeme, vse spoštovanje, so ljudje, ki resnično delajo na sebi, vlagajo vase, dejansko, iz nekega poprečnega gledišča se jim ni treba razvijati, pa dejansko imajo cilj, hočejo postati boljši, hočejo dejansko se primerjati z svojo, z sami sabo od včeraj, s tistim, kar so prej naredili, in dejansko, glejte, to je vrhunsko. In če ste eden izmed teh, vsaka čast resnično podpira in spoštuje. To pomeni, prva možnost je, da imamo željo, da se razvijamo, hočemo več. Trenutno zaslužimo 1000 evrov, hočemo povečati svoje prihodke na 5000 evrov, 10 000 evrov. In tukaj dejansko, kot sem rekel, problem je želja. Kako zgraditi to željo, o tem bom govoril enkrat drugič, da se potem, ko se nekaj začne dogajati, ko naletimo na neke ovire, dejansko potem zadeve ne ustavijo. In potem imamo drugo skupino, ki je večinoma, je pa, da dejansko naletiš na nekaj, kar ti ni všeč. In o tem bom danes majčkeno več govoril. To pomeni, dejansko imaš dovolj takega življenja, imaš dovolj takšnega partnerstva, imaš dovolj takšne težke finančne situacije, imaš dovolj, življenja, karkoli v življenju, ko te nekaj stisne, ko te pritisne ob zid, ko dejansko, zgodba je taka, od tega, kakšno toleranco imamo v življenju, koliko dovolimo na nek način, da nas življenje tepe, oziroma da nas življenje lahko pritisne, od te naše tolerance je odvisno, kdaj se zbudimo. A razumete, ko dejansko situacija težka in potem se zbudiš, zdaj pa moram narediti. Ko ugotoviš, da, dobiš že tretji opomin za internet in te kličejo, halo, vam ga bomo izklopili ali pa ga izklopijo, ali pa elektriko, ali pa karkoli, ali pa te iz banke kličejo za neke zapoznele obroke kredita ali kakršnokoli že situacija, potem se zbudiš. Ali pa če ugotoviš, da ne moreš, zavezati svojih čevljev, ker si se zredil, zdaj je pa treba shujšati. In zdaj v bistvu, ko je vsega dovolj, ko imaš dovolj, se odločiš, zdaj pa tega dost, zdaj pa v bistvu ne pristajam več na kompromis, in
moram nekaj spremeniti. Ne? In ko dejansko prideš do te točke, obstaja velika nevarnost, da narediš največjo napako pri osebni transformaciji, ki te lahko stane, da greš še ene 7 krogov, ne, in ponavljaš to svojo zgodbo. In kakšna je to napaka, ne bom rekel izveste po glasih, ampak izveste po tem požirku. Ok, poglejte, v bistvu gre za to, pridemo do neke točke, imamo vsega po domače poln kufr, tako rečemo na Gorenjskem, ne. V Ljubljani bi bil poln kovček, ne vem, kako se to reče, ampak nima veze. Poglejte, v bistvu gre za to, ne, pač ta naš, bom rekel, do tega pride in potem rečemo, sedaj bo vse drugače. In potem dejansko gremo v neko smer. In to je največja napaka. Ne. Dejansko največja napaka v osebni transformaciji je, ko pridemo do neke točke, da imamo dovolj, da resnično hočemo narediti spremembo, da hočemo začeti stvari drugače, je, da se v to spremembo, bom rekel, podamo sami. V čem je to problem? Ne? Sej v bistvu vse, ne, ljudje pravijo, moram sam narediti svoje transformacije. Seveda, nihče drug ne bo delal tvoje transformacije. Ampak problem je v tem, pogledajte, ko nekaj delaš dejansko na podlagi svojih prepričanj, na podlagi tega, kar ti misliš, kako si ti predstavljaš, da te stvari potekajo. A je to tvoj posel, a je to tvoje partnerstvo, a je to neka komunikacija, ali pa dejansko, če gledamo hujše, se nima nobene veze. Ne? In potem se ti odločiš, sedaj bo pa drugače. Ok, bo drugače. Kaj bo drugače? Ama razumete? Ne? In potem greš raziskovati. In potem iščeš neko informacijo na Google, greš na neko delavnico, kupiš nek spletni program. Ne? Dejansko vse nekaj delaš z neke rezerve. Mislim, ne rezerve, razdalje, bom temu rekel. Ne? Dejansko največja napaka je, da se tega lotevaš, da se transformacije lotevaš sama, brez nekega živega mentorja, brez živega coacha. Zakaj je v tem problem? Zato, ker pogledajte, pač neke stvari delaš na nek način. In dejansko, če bi imel izkušnje, če bi imel znanje, potem bi te stvari delal pravilno. In če bi imel izkušnje, če bi imel znanje, potem bi našel pot oziroma našla pot, kako to spremeniti. To pomeni, v osnovi je dejstvo, da tega na začetku nimamo. In v osnovi je dejstvo, da dejansko sami sebe ne znamo zanalizirati. Ne znamo sami sebe videti, ne vidimo, kje delamo napake. Glejte, jaz se ukvarjam z borilnimi veščinami skoraj 30 let. Ne? In večina svojega časa nisem imel nekega coacha, ampak sem dejansko delal in treniral pred ogledalom. Delal in treniral pred tem, da sem se snemal. Ampak to je zamudna zadeva, to je noro, ker v bistvu preden se ti naučiš, da ko neko zadevo delaš in ugotoviš, da je, ne vem, roka takole, ne sme biti pa takole, ni šanse, da ko delaš to sam, ko se učiš preko nekega videa. Ampak razumete, tukaj vam kaže samo nek fizičen gib, ampak dejansko ni šanse, da sam ugotoviš, da nekaj delaš narobe. Ne? Mislim, pri borilnih veščinah je pač tako, da pač nekaj delaš narobe, ne? Če imaš takole, ejte, tukaj sem odprt in potem, ko greš v nek prijateljski sparing, pa fašeš. Ne? V življenju pa isto fašeš. Kako fašeš? Je fašeš slab rezultat. Ne? In dejansko, ko delaš sam, ne, neko spremembo, dejansko v prvi vrsti niti ne vidiš, kaj si delal narobe, vidiš dejansko rezultate, ja, tako ne bo šlo več naprej, ne? Se vidim, da mi pač ne gre, vidim, da so moji rezultati takšni, da dejansko niso v redu, ne? Ampak dejansko ne veš pa, v čem je problem. Ne? Isto kot bi se grem, gledajte, če se grem jaz recimo neko vrtnarjenje, ne? Ok, gledajte, jaz nimam pojma o vrtnarjenju. Nimam niti časa, nikoli ga nisem imel, pač solato kupim bio v Hoferju ali pa v Mercatorju in to je za mene, ali pa na tržnici. Ne? To je pač moj sistem, ker pač imam neke druge prioritete ali pa od nekega kmeta. Ne? Ampak dejansko, če se grem jaz neko vrtnarjenje, seveda lahko posadim solato, ampak če solata ne bo dobro delala, zdaj ne vem, a sem jo preveč zalival, a sem jo premalo zalival, a je bilo pretoplo, a je bilo prehladno, a je bila zemlja prekisla, a je bila prebazična, a je bila taka, a je bila taka, a je bila taka. Razumete? Jaz vidim samo tisto solato, ki je gnila. Lahko je v bistvu prišel, ne vem, voluhar pa je korenine pojedel.
Ampak razumete, sam, ker pač nisem vešč kmetovanja, dejansko pogorim na tej zgodbi. Ne. In je brez veze, da jaz pač študiram in grem 10 nekih ciklov in uničem, bom rekel, 2 tone solate, zato da bom potem ugotovil, kako vzgojiti solate. Razen, če je moj v bistvu, da postanem, kako bom rekel, samorazviti pridelovalec, ne vem, kakšne solate. Ampak razumete, to povem, prva stvar je, da ne vidimo, kaj sploh delamo narobe. Zakaj? Ker enostavno nimamo izkušenj, ker enostavno ne vemo, kako sploh treba delati. In druga stvar je, ko gremo v neko spremembo, ne, dejansko zopet nimamo znanja in nimamo informacij, kaj je dejansko za nas v tistem trenutku najboljši način, najboljša pot, naslednji korak. Ne. Dostikrat nekdo pride k meni na razgovor in ga zanima nek nasvet, kaj ne naredim, Miran. Ne. In potem reče, nažalost ti ne morem povedati. Zakaj ne? Zato, ker ne delaš z mano. Zakaj? Ker, jaz vam lahko povem prvi korak, ampak, po prvem koraku bo treba narediti drugega, pa tretjega, pa četrtega. Ne? In če boste vse te ostale korake naredili narobe, je nemogoče, da vas rešim, nemogoče, da vas vodim, če nisva na neki vezi in če dejansko se ne odločite, da resnično delate. Ne? In tukaj je pač, bom rekel, največja napaka, kjer ljudje pač pridejo do točke, ne, rečejo, sedaj pa moram nekaj začeti delati drugače, sedaj ne gre več, hočem življenjsko spremembo in gre v akcijo. Ne. Miran sem se odločila, da zdaj pa tega ne pristajam več na take pogoje. Ok, super, ne pristajam več na tako partnerstvo. Super, ne. Našel bom drugačnega partnerja. Ja, v redu, kakšnega partnerja? Ne. In potem čez leto, 2, joj, Miran, a veš, da je spet skoraj podobno. Ja, seveda je podobno. Ne? Zato, ker v bistvu, ko delaš sam, ko raziskuješ sam, vidiš neke napake, ne? Ostale stvari spregledaš in potem dejansko sploh ne vidiš. Ne? Ampak razumete, ker dejansko, dokler nimaš, bom rekel čisto banalno, da ne gremo na partnerstvo. Ne? Tisti, ki imate recimo podjetja, ki zaposlujete delavce, ne? Koliko časa ste potrebovali, da ste dejansko, bom rekel, iz prve ugotovili, kakšnega delavca je treba zaposliti. In da dejansko na razgovoru prepoznate nekoga, ki blefira, nekoga, ki vas absolutno ne bo poslušal, nekoga, ki bo delal po svoje, nekoga, ki mu ne morete zaupati in tako naprej. Ne. Koliko časa ste rabili? Ne. Ampak dejansko, če imate delavce, ne, potem delavce nekako, dejstvo je, učimo se in dejansko učimo se pač v odnosih. Lahko ti delavca zamenjaš. Koliko partnerjev pa lahko ti zamenjaš, če nimaš sposobnosti, da bi prepoznala dejansko, kaj je, a je to pravi, a bo spet isti in tako naprej. Če nisi ničesar spremenila in nisi spremenila zaradi tega, ker nisi vedela, kaj delaš narobe. Sam iščeš pač tisto, ok, tole mi v prejšnjem odnosu ni bilo všeč in sedaj poskušaš najti neko zgodbo, kako bo v nekem novem odnosu. Ne. Razumete? Ne? Tako da dejansko, bom rekel, ta največja napaka je, da se stvari lotevamo sami. Zakaj? Zato, ker pač, tako kot sem rekel, ne vidimo tistega, česar pač ne vidimo in ne poznamo, ne vemo tistega, česar pač ne vemo. Ne vidimo, kaj delamo narobe in ne vemo, kakšen bi bil najboljši korak dejansko za naprej. Ne? Ok, seveda tukaj se postavlja vprašanje, ali jaz zagovarjam, da je coaching alfa in omega. V bistvu ne, če imate, sploh ne. V bistvu coaching je samo nadomestilo vaših staršev in mojih staršev, ki so vam dali znanje ali pa vam ga niso dali. Če bi vi imeli starše, ki bi imeli partnerstvo pošlihtano, ki bi imeli finance, ki bi razumeli, kaj je denar, ki bi bili uspešni v življenju, ki bi vas naučili in mene naučili, kako je treba živeti, potem coaching sploh ne bi bil potreben. Ampak razumete? Ampak isto kot rabite, ko greste na delovno mesto, potrebujete mentorja, ne, da vas upelje v podjetje, da vas upelje v delovno mesto, isto bi potrebovali mentorja za partnerstvo, isto potrebujete nekoga, ne, se veste, kako je, rodite otroka, ne, imate otroka v familiji in potem kličete vse prijateljice, joj ti, kako pa to narediti, berete knjige, skozi ste na forumih in tako naprej. Ne.
A razumete? Ne? Partnerstvo pa pač gremo, ne? In pač, ok, v redu, zdaj spet ni šlo, ok, zdaj zdaj sem spet samska, zdaj moram spet novega dobiti. Ne? A razumete? In se gremo sami svoj mojster. Ne? Tako da v bistvu to, da razumete, ne? Ko imate dejansko vsega dovolj, da je čas za spremembo, si poiščite pomoč, poiščite se nekoga, ki vas lahko vodi, ki vas lahko vidi in dejansko, da delate osebno, ker gledajte, iz nekega spletnega tečaja boste samo ugibali. Mogoče pa to za mene velja, mogoče pa to za mene, ja, seveda. A razumete? To je isto kot recimo, da se jaz učim plesati iz nekega kompleksne elemente, iz nekega videa. Dejansko, dokler nimam nekih osnov, ne, in potem, ko imaš neke osnove, je potem to bistveno lažje. In seveda za ljudi to težko sprejeti. Ne. Zakaj je težko sprejeti? Ne? Ker gledajte, recimo, vsakič, ko ti pomisliš, ok, rabim poiskati pomoč. Ne. Kaj je prva asociacija, ko pomisliš, da rabiš poiskati pomoč? Je to, da ti nisi v redu, to, da ti nisi dober, to, da ti nisi dovolj. In tukaj vsi pademo. Ne. Ker v bistvu to, da nekaj ne znamo, to, da nas nekaj nekdo ni naučil in da dejansko pač gremo zdaj v ponovo znanje, povezujemo s tem, kako smo mi slabi, ker nimamo znanja in potem rajši sami poiščemo za to, da zgradimo nek svoj lažni ponos. To je brez veze. Ok, ampak v tem mogoče naredim en poseben video, da bomo res to pogledali. Tako da v bistvu, gledajte, največja napaka, ki jo delamo pri naši osebni rasti, ne, da gremo v nasprotno smer tistega, kar smo delali, ker nasprotna smer ne pomeni, da je nujno, da je pravilno, ne. Dejansko je boljše iti po nekih preverjenih korakih, ne. Razen če ste Edison, ne. Da ste se odločili, da hočete 10.000 poskusov narediti in boste sami ugotovili. Ne? Ampak, gledajte, škoda časa. Uživajte življenje, na nekaj način bodite komod. Ne? A razumete, če nekaj ne veste, vprašajte, če nekaj ne znate, si poiščite pomoč, si poiščite mentorja in uživajte življenje. Življenje je preveč čudovito, da bi ga zapravljali, da se matramo in vrtimo v krogu. Tako da želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti, ostanite v čudoviti energiji in se kmalu spet slišimo.